Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes naključno sporočilo, ko imajo duše žur. Stvarnik, kaj je ta trenutek pomembno za vse te svetle duše, ki grejo skozi življenje z dvignjeno glavo in si želijo boljšega življenja. Da vidimo sporočilo, bila sem tam. Duša se spomni. Duša se spomni, kdo je. Imate kdaj občutek, to je na strani 181, da določeno osebo poznate, da ko jo prvič srečate, enostavno rečete, kot da ga bi poznala ali pa kot da bi jo poznala. In ja, zdaj je čas, počasi bomo začele mi stare duše družiti skupaj. In v glavnem, da vam povem, se očitno morate vedeti to. Organizirala bom potovanje, to bo bolj potovanje v Medžugorje. In sicer 27. aprila, točno, tako 27. aprila in na moji spletni strani srečnoživljenje.com lahko date prijavnico. V glavnem en avtobus nas bo, hotel sem že rezervirala, tako da v glavnem šli bomo pa tako 27. zjutraj bomo že v Medžugorju, se pravi bomo 26. pozno zvečer štartali iz Ljubljane, potem gremo v Medžugorje. V Medžugorju bomo cel dan 27. in tudi 28. se pravi bomo dve noči bomo prespali v Bosni. Potem bomo šli še pogledati Mostar in potem se vračamo domov. Se pravi, bomo prišli, to je sreda, četrtek in petek, takrat so že prvomajske počitnice, takrat je praznik pri nas, ne nazadnje. Tako da, če koga pokliče, ceno nimam pojma, koliko bo, ampak bo poceni, ker si bomo dejansko razdelili to, kolikor pride avtobus, si bomo pač razdelili na enake dele. V hotelu vsak sam plača, tako da smo bili že v tem hotelu, že prejšnjič, ko sem organizirala pred korono to potovanje, nam rekla, da je to romanje, zato ker pač vsak gre po svoje tam, veste, to je le drugače, mi ne moramo tam na avtobusu, pa ne vem kaj še vse, ampak v glavnem, v glavnem se veselim. Zanimivo, glejte, tukaj noter, duša se spomni. Ena od takih znank je moja Tončka. In ta Tončka, s to gospod Tončko sem prvič šla v Medžugorje. In nisva v sorodu, spoznali sva se pa leta 98, se pravi, moja Sara je bila takrat stara 1 leto. In dejansko sva se ujeli v trenutku, veste, tista toplina, ki enostavno steče s človekom. No in s to gospo, vsakič, ko sem jo pogledala, je bila zame Francka. Prav tisto, ne, kako je že ime? Tončka, se res, Tončka. Ampak vsakič se ne, Francka, ko sem jo pogledala. In ja, zdaj vem, od kje jo poznam. Poznava se iz enega drugega življenja, ko je bila Francka, in takrat je ona skrbela zame, tukaj pri nas v Škofji Loki. Eno življenje, ki sem ga živela, in ona je imela takrat srečno življenje, tako da ona je takrat se z veseljem vrača v Škofjo Loko in je tako veselo zaigra srce, ko pride sem. Medtem ko takrat, jaz pa predelujem ne preveč srečno življenje, takrat, ko sem že živela v Škofji Loki, in takrat je v glavnem ona skrbela zame. In predvsem, glejte, ona je bila takrat moja nadomestna mama. In prav ta ljubezen mama otrok nikdar ne umre. In če nekoga poznate iz enega drugega življenja in v tem življenju steče energija in tista toplina, vam povem, da v tem življenju sem srečala. Moja zdajšnja mama ni bila v nobenem drugem življenju moja mama, ampak sem srečala to Tončko, ki je skrbela zame, kot da bi bila moja mama. Srečala sem eno drugo gospo in ta gospa je bila po večjih življenjih moja mama, gospa Magdalena, in jo imam rada, neizmerno jo imam rada. To je tako, rabila sem jo srečati, zaradi tega, ker verjetno v zadnjem življenju nisva zaključili preveč na lep način in v tem življenju pa tako lepo teče energija
In večkrat se slišva po telefonu in prav, ljuba moja Minka, kako si? A veste, ko rada jo imam. Pa ena druga gospa, ki sem jo srečala, je bila v enem drugem življenju moja dojilja. In ravno tako me objame, tako materinsko, da enostavno se stopim. In srečala sem še eno drugo gospo, ki je bila pa tudi moja mama, v enem življenju, ampak me je zapustila. No, v glavnem, kakorkoli, s tisto gospo sva pa rabile se samo srečati, da sva nekaj predelale in so stvari šle, energije šle po svoje. No, v glavnem, te energije, recimo, ko je duša na potovanju, ker vsi mi se spomnimo, vseh nas živi spomin, kdo v resnici smo. No in potem sem napisala v tej knjigi, ko imajo duše žur. Bila sem tam, pa vem, da sem vam že brala to pesem, ampak vseeno vam jo bom še enkrat prebrala. Videla sem, čutila sem, dihala sem. Bila sem tam. Prebuja se nov dan. Jutranja zarja poljublja nebo. Stojim in samo sem. Svojo prisotnostjo, s celo svojo bitjo sem priča rojstvu novega dne. Slavim novo rojstvo. Bila sem tam. Dlani mi poletijo v nebo, od sreče, radosti, od ganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Iz grla poleti radostna pesem, od sreče, radosti, od ganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Telo se mi giblje ob čudovitem proslavljanju, od sreče, radosti, od ganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Solze sreče mi polzijo po licih, od sreče, ganjenosti, od radosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. In tudi ti si bila tam, svečenica, vsej svoji lepoti. Spomni se, bila si tam. Spomni se, ker bila si tam. In mnogi izmed vas, jaz sem čisto kuri poti, mnogi izmed vas ste bili tam med svečenicami, tudi moški. In mnogi predelujemo Lemurijo in mnogi predelujemo čas, ko je na zemljo padla tema. In mnogi izmed nas smo začeli spominjati svoje veličine. Nekoč davno nam je bila odvzeta naša sveta moč. In smo se zaobljubili, da bomo služili svojo energijo temnim silam, da bomo svojo energijo zalagali temne energije. In mogoče imamo te ljudje okrog sebe, ki sekajo svoj strup, ne sekajo, špricajo svoj strup v nas z namenom, da se okrepimo, da v sebi vzpostavimo steber svoje lastne moči. In ta steber svoje lastne moči zgradimo dejansko skozi to, ko začnemo potrjevati, kdo jaz sem. Vsakič, ko jaz rečem, jaz sem odločna, jaz sem močna, jaz sem samozavestna, jaz sem radostna plesalka skozi življenje. Vsakič, ko potrjujem svojo vrednost, vplivam na vse energijske centre v telesu in v bistvu postajam vedno bolj celostna, vedno manj lukanja v moji auri. Ko moja aura začne žareti, enostavno postaje tako kot neprebojen ščit. Tema nima več vpliva na nas. In zato je pomembno, da začnemo čistiti svoje podzavestne kode, da enostavno začnemo čistiti vse to, kar se je zakodiralo v našo dušo, z namenom, da bomo počistili in da vzpostavimo res svoj steber lastne moči. Tako da, ja, če ste vi na tem potovanju in, ste na tem potovanju, je zdaj čas, da se spomnite, kdo v resnici ste. Čas je, da se začnete zavedati svoje veličine. Čas je, da se spomnite, da ste veliko več kot pa mogoče neke vloge, ki jih v tem življenju igrate.
da mogoče presežete neke štemplje, mogoče imate v tem življenju diplomirani inženir, ampak to je samo vloga, ki jo igrate. Mogoče sem mama, sem hčerka, ampak kdo si? Nekoč na eni od delavnic smo, ena vaja je, da drugega sprašuješ, kdo si. In ponavadi ljudje odgovarjajo, ko rečeš, kdo si, a ne, ona reče, jaz sem mama, jaz sem zaposlena, jaz sem kuharica, jaz sem dojilja, jaz sem, a ne. Ampak ko začnemo pa opisovati sebe kot duša, kdo si ti kot duša? Jaz sem veličastna, jaz sem kreacija Boga na zemlji, jaz sem moč ustvarjanja, jaz sem večno zdrava, jaz sem zdravilka in sem ozdravljena, jaz imam moč zdravljenja, jaz sem kdo? Večna. Jaz sem večna. In vsak izmed nas je večen in veličasten. In poglejte, ta slika zadaj je povezana s čakro tretjega očesa, pa s kronsko čakro. In ko začnemo mi potrjevati to svojo vrednost, se nam začne povečevati kanal, preko katerega v naše polje vstopa zdravilna Božja svetloba. In ta zdravilna Božja svetloba je v bistvu tako, kot bi vsakič, ko potrjujemo, lejte, ko sem bila na tečajih energijskega zdravljenja, vsakič, ko je nekdo rekel, Boga ni, se je ta pretok zmanjšal. In vsakič, ko potrjujemo to, da Bog je, da zaupam, da bo vse v redu, zaupam, da sem popolnoma varna in popolnoma zaščitena, vedno, da zaupam v to, da imam moč, zaupam v to, da lahko pokličem na pomoč vse svetle sile, zaradi tega, ker imam delček Boga v sebi. In tudi, če se zgodi najslabši scenarij, jaz lahko zaupam, da je točno tako prav. In ker sem večna, zdaj ne moram reči druga, ampak neuničljiva sem. To pomeni, da moja duša jo ne more nihče uničiti. Lahko telo nekaj uniči, ampak ne duše. In moja duša je steber luči. In jaz verjamem, da mogoče tudi če zdaj izgleda, da se vse ruši okrog nas, prihajajo boljši časi. Res verjamem v to. Prihajajo boljši časi. In nova zemlja, ta zemlja, ki bo, je prostor čiste harmonije. In res je, mogoče kakšna stvar mora umreti. Res je, nič hudega, ampak dovolite, da umre. Noben proces nadgradnje ni enostaven, tudi računalnik takrat, ko ima nadgradnjo in če laufa zadaj 1000 programov, bo zaribal. In vemo, da metulj, preden se gosenica, preden se preobrazi v metulja, rabi svoj čas. V bistvu tista gosenica mora umreti, da lahko nastane metulj. In mogoče je ta čas zdajle prišel. Nič hudega, če je prišel, dovolite, da se zgodi. In tista vibracija, ki naj bo v vas, naj bo zaupanje, ne pa strah. Strah hrani temo. Treba vas je zastrašiti, zato da boste hranili temo. In to se ponavlja že tisočletja, iz življenja v življenje. V vsakem življenju treba vas je prestrašiti. Jaz zdaj govorim vas, zaradi tega, ker jaz tako verjamem v to, da vse bo v redu. Vse bo v redu, vse je v redu. In nič hudega, če tale zmaj zdajle klesti na vse konce, vse bo v redu. In ne bom uporabljala, ne bojte se, ker je spet to bojte se, ker v Svetem pismu nekje sem prebrala, da piše 365krat ne bojte se. Ampak glede na to, da naši možgani ne slišijo ne, pomeni bojte se. Se pravi, strah je bil zmerom obraz teme. Nikdar ni bil strah še obraz
vstajenja, novega življenja. Zato vam govorim, zaupajte. Vse bo v redu in vse je v redu. Tudi če se najhujš zgodi, tudi če vaše telo odmre, nič hudega, vaše življenje, vaša duša je večna. In verjemite mi, ne bo se najhujš zgodil. Vse bo v redu, predvsem pa ne dovolite, da vas šofira strah. Predvsem zaupajte. Očitno je to sporočilo za danes, še k prehodu na novo dobo, da vidimo. Za vse tiste svetle duše, ki se učite na tej poti življenja zaupati v podporo stvarstva, kaj je ta trenutek pomembno za vas, da slišite, da izveste, da vidimo 3 karte, prehodu na novo dobo, kam gremo. Nova moč. Varno je ljubiti in zdravljenje. Naj zdravilni mir vstopi v vašo dušo. Dovolite si ljubiti, dovolite se izražati. Vse to, kar se vam dogaja, je z namenom, da se naučite bolj ljubiti življenje, v kakršnikoli obliki. In zavedajte se lastne moči. Prepustite se božanskemu vodstvu, ker v vas je moč. Imate moč delovanja. Prepustite se, da se zgodi čudež novega. Da vidimo še Ošotove karte, da vidimo še tukaj stvarstvo. Kaj je ta trenutek pomembno za vse te svetle duše, ki so na potovanju skozi življenje? Kaj je tisto, kar morajo slišati in izvedeti? 3 sporočila za vas, modre stare duše. Da vidimo celovitost. Lejte, opuščanje grabežljivosti. Nehajte grabiti. Ja, pametno je mogoče imeti doma nekaj vode. Pametno za nekaj dni za preživetje. Jaz imam doma to. Ampak ni pa, da bom šla pokupiti pol trgovine, pa ne vem, kaj narediti. Lejte, vse bo v redu. To je prva stvar. Dokler ste programirani na pomanjkanje, boste kopičili. Naslednja zadeva je občutek krivde, oziroma kaj se vam po glavi podi. 1000 stvari, ki vam poročila, dajte ugasniti. Narava se prebuja. Pejte raj poregrat. In naslednja stvar, celovitost. Prehajamo v obdobje celovitosti, uravnava se yin-yang. Tukaj imamo kača, ki sklenila svoj krog. Tukaj je labod, tukaj je orel. Pot Feniksa, čisti notranji preporod, čista harmonija. Prihajamo v novo obdobje in zaupajte, vse bo v redu. In je že v redu. Tako da naj vse to, kar se vam dogaja, prepustite, dajte angelom nalogo, da kakšno stvar prečistijo in spustite v svoje življenje svetlobo. Naj se vam zgodi vse dobro. Uživajte.